Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Zdi se kot prizor iz vsakdanjega življenja. 4 prijateljice na prvem poletnem dopustu v Italiji. Temperature se že junija povzpnejo do dobrih 30 stopinj Celzija, po noči pa ne padejo pod 25. Podstrešno stanovanje, ki so ga najele, se hitro segreje, zato zvečer ne morejo zaspati, ne da bi prižgale klimo. Še prej seveda odpirajo in zapirajo okna ter upajo na vsak kanček vetra. Ena izmed njih zavpije: "Zapri, bo prepih, bomo zbolele." Toda ali nas res lahko prehladi prepih ali hladen zrak iz klime? Večno poletno dilemo nam bo pomagal razjasniti kirurg in gorski reševalec Jurij Gorjanc, ki smo ga ujeli sredi 50. vzpona na Großlokner ali Veliki Klek. Ja, zelo je razširjeno prepričanje, na primer, prehladil se boš, če boš šel na prepih ali če boš šel ven z mokrimi lasmi. Treba je kar povedati, da to ne drži tako premočrtno. Zdaj, če malo razčlenimo, prepih sam po sebi ne povzroča prehlada. Če pa se na primer znajdemo v gneči v zaprtem prostoru, kjer je po naravi prisotnih več virusov, prepih lahko povzroči učinkovitejše širjenje mikrobov po zraku. Če govorimo o prehladu, tega povzročajo virusi, najpogosteje so to rinovirusi in ne nizka temperatura ali prepih sam. Torej, virusa ne moramo dobiti ne zaradi mraza, ne zaradi vetra, ne zaradi prepiha, ampak moramo biti virusu izpostavljeni. Torej, ključen vzrok za prehlad so virusi, ne vremenske razmere. A hladno okolje lahko vseeno vpliva na to, kako dovzetni smo za okužbo. Treba je vedeti, da lahko hladen zrak izsuši sluznico nosu in grla, kar virusom olajša vstop v globlje sloje in potem povzroči okužbo. Dejstvo je, da se ljudje v hladnejšem vremenu več zadržujejo v zaprtih prostorih, kar pomeni tesnejše stike in tudi več možnosti za širjenje virusov. Poleg tega nekatere študije kažejo, da lahko hladnejše temperature oslabijo imunski odziv v nosu, kjer se pač številni virusi najprej ujamejo in tako dobijo ti virusi boljše možnosti za razmnoževanje. Kaj pa poleti, ko zbežimo pred vročino v klimatizirane prostore? Hladen, suh zrak iz klimatske naprave ima podoben učinek kot zimski mraz. Lahko izsuši sluznico in zmanjša našo naravno obrambo. Če smo v zaprtem prostoru z nekom, ki nosi virus, so pogoji za okužbo več kot idealni. Ob tem bi rad povedal še nekaj, da imajo nekateri ljudje na mrazu podobne simptome kot pri prehladu, se pravi izcedek iz nosu in kihanje, kar lahko spominja na bolezen, vendar v resnici ne gre za virusno okužbo. Torej, če povzamem, zaradi samega mraza ali prepiha se ne prehladimo, toda zaradi mraza ali prepiha se lahko lažje okužimo z virusom, če smo mu že izpostavljeni. Zato lahko naslednjič, ko kdo reče: "Zapri okno, da se ne boš prehladil", mirno odgovorimo: "Ne bojimo se prepiha, bojimo se virusov." Da bi virusom čim bolj onemogočili razmnoževanje, pa je potrebno paziti tudi na pravilno vzdrževanje klimatske naprave. Pred uporabo priporočamo, da dobro očistite ali menjate filter v napravi. Zaradi nepravilnega vzdrževanja se lahko razvije hipersenzitivni pneumonitis, ki se kaže s kašljem, povišano temperaturo, mrzlico, občutkom težjega dihanja in utrujenostjo. Pogosti so tudi glavoboli in vnetje obnosnih votlin. Težave se pokažejo že nekaj ur po tem, ko smo bili v prostoru z neočiščeno klimatsko napravo, mi pa vzrok slabšega počutja velikokrat napačno pripisujemo prepihu. Pa še to, ne dovolite, da klima piha neposredno v vas. Termostat pa nastavite na največ 4 stopinje nižje, kot je zunanja temperatura. Ledenice raje prepustite ledu in pokvarljivim živilom. Do naslednjič. Radiovedni. Radiovedne smo z vami vsako soboto ob 8:45 na valu 202.